Drage gledalke in gledalci, dober večer in ponovno lepo pozdravljeni v tedniku Domžalca, v katerem vam bomo predstavili zbor aktualnih tedenskih novic, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. Varstveno-delovni center Ince Mengeš, ki je bil ustanovljen kot delavnica pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem razvoju, letos obeležuje 40 let svojega delovanja. Zavod deluje po načelih zagotavljanja dostojanstva, enakih možnosti in družbenega vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju ter omogoča zaposlitev in bivanje v oblikah, ki najbolj ustrezajo sposobnostim in posebnim potrebam svojih uporabnikov. 40-letnico so slavnostno prireditvijo obeležili v sredo 29. maja. Na prireditvi so uporabniki zavoda pripravili pester kulturni program ter razstave grafik, vezenin in fotografij. Ob tej priložnosti so posneli tudi kratek film z naslovom Poglej v moj svet. Slavnostni dogodek je z govorom odprla Vladka Pacek, direktorica Varstveno-delovnega centra Ince Mengeš, in med drugim dejala, da je šel razvoj zavoda čez več mejnikov, ki so imeli skupen cilj: sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, ki sta najvišji stopnji integracije oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ponosna je, da to zgodbo pišejo že 40 let in gradijo uporabnikom prijazno okolje, kjer se počutijo varno in sprejeto. Breda Božnik, državna sekretarka z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, pa je dejala, da je Varstveno-delovni center Ince Mengeš v zadnjih letih dosegel izjemen napredek v strokovnem razvoju ter kakovosti storitev. Uporabniki se predstavljajo s svojimi izdelki, so vključeni v procese in integrirani v okolje, zato zavod vsekakor izpolnjuje svoje poslanstvo in predstavlja odličen primer dobre prakse. Najpomembnejše priznanje pa so zadovoljni uporabniki. Z dolgoletnim dopisnikom RTV Slovenije, dr. Urošem Lipuščkom, ki svetovno dogajanje trenutno spremlja s Kitajske, z države, ki igra vse pomembnejšo vlogo v mednarodnih odnosih, se je Cveta Zalokar na srečanju z ustvarjalci v domžalski knjižnici pogovarjala o tem, kako dobro poznamo vlogo Kitajske v sodobnem svetu, ter o njegovi knjigi Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919, posvečeni 100-letnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. Dr. Lipušček je avtor vrste del iz obdobja pred Prvo svetovno vojno, med njo in po njej. Posebej je analiziral vlogo velikih sil, predvsem ZDA, pri spreminjanju mej na Balkanu in v Srednji Evropi, kar je usodno vplivalo na življenje Slovencev. Vendar pa sedaj svetovno dogajanje spremlja iz Kitajske, države, ki igra vse pomembnejšo vlogo v mednarodnih odnosih, zato so se med njegovim tokratnim kratkim obiskom domovine pogovorili predvsem o tem, ali Kitajsko sploh poznamo dovolj in kaj bi v Sloveniji morali storiti za to, da bi se pravočasno pripravili na spremembe v vse bolj multipolarnem svetu, za katerega je značilen predvsem vzpon Kitajske. V drugem delu je pogovor tekel o njegovi knjigi Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919, posvečeni 100-letnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. Pogovor je popestril tudi s prikazom fotografij na projekcijskem platnu. Dramatično dogajanje v Prekmurju tistega časa, ko skoraj do zadnjega diha ni bilo jasno, kako bodo velike sile na Pariški mirovni konferenci odločile o usodi Prekmurja, je dr. Lipušček razčlenil v knjigi, ki jo je izdala ustanova dr. Štiftarjeva fundacija. V njej je širše predstavil svojo študijo o izjemno zapletenih mednarodnih in diplomatskih odnosih ter podrobneje razčlenil priprave na Pariško mirovno konferenco in njeno diplomatsko zakulisje ter dramatično odločanje na njej o usodi Slovencev in slovenskih dežel razpadle Avstro-Ogrske monarhije. Župan občine Domžale, Toni Dragar, je poleg aktualne podžupanje magistre Renate Kosec, ki prihaja iz liste Tonija Dragarja, funkcijo tudi v drugem mandatu opravlja poklicno ter pokriva vsa področja dela, z mesecem majem imenoval še 2 podžupana občine Domžale. To sta Marjan Ravnikar
in magister Tomaž Deželak, oba bosta funkcijo opravljala nepoklicno in pokrivala posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere bosta pooblaščena. Konkretne naloge, ki jih bosta nepoklicna podžupana opravljala, bo župan odredil v skladu z dogovorom. Iz občine Domžale so sporočili, da se je župan Toni Dragar za imenovanje še 2 podžupanov odločil z namenom, da se bodo vsi skupaj prizadevali za čim učinkovitejše in transparentno delovanje v dobrobit vseh občank in občanov. V sredo, 29. maja, je v poročni dvorani občine Mengeš potekal slavnostni podpis pogodbe za gradnjo športne dvorane Mengeš. Pogodbo sta podpisala Franc Jerič, župan občine Mengeš, in Janez Zorman, direktor SGP Graditelj. Izvajalec del bo pričel z gradnjo takoj po zaključku šolskega leta 2018-2019, dela pa bodo predvidoma zaključena do jeseni 2020 in predana v uporabo ob začetku šolskega leta 2020-2021. Župan Franc Jerič je ob podpisu pogodbe povedal, da so z družbo SGP Graditelj Kamnik že sodelovali pri gradnji vzhodnega prizidka k osnovni šoli Mengeš. Sodelovanje je bilo izredno uspešno in seveda pričakujejo, da bodo prav tako uspešno sodelovali tudi pri izgradnji športne dvorane Mengeš. Za občino Mengeš je to namreč najpomembnejši objekt od osamosvojitve občine. Vrednost del znaša nekaj nad 4,5 milijona evrov z DDV. Občina Mengeš je na razpisu Eko sklada pridobila nepovratna sredstva v višini 844.641 evrov, uspešna pa je bila tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer je pridobila še dodatnih 488.750 evrov nepovratnih sredstev. V proračunu občine Mengeš za leto 2019 je za gradnjo športne dvorane namenjenih 1,5 milijona evrov, ostala potrebna sredstva pa bo občina umestila v proračun za leto 2020. Kamnik je mesto, ki se lahko pohvali s kar 4 mikropivovarnami. Med največjimi sta Meister Brewery in pivovarna Mali grad, hitro pa rasteta tudi Barut Brewing and Blending in domača pivovarna Pod Menino. Ti so sedaj združili moči ter v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik in ekipo Seven Samurai pripravili Kamniški festival piva, kjer se Alpe končajo in dobro pivo začne. Obiskovalci bodo 14. junija od 16. ure dalje na glavnem trgu uživali v vseh pivih teh 4 kamniških pivovaran in še od 6 drugih priznanih mikropivovaran. Dogajanje bo popestrila glasbena skupina The Dreams, ki bo igrala blues, jazz in rock glasbo, posebni gostje Kamniškega pivovarskega festivala pa bodo ljubitelji Goldwing motorjev iz celotne Evrope, ki bodo festival obiskali okoli 21. ure v okviru atraktivne nočne vožnje z lučkami. Veseli smo, da smo lahko združili moči s priznanimi kamniškimi pivovarji ter skupaj pripravili Kamniški pivovarski festival, pravi direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, dr. Tomaž Simetinger, in dodaja, da verjame, da bodo s tem dogodkom opravičili status mikropivovarniške prestolnice. Po enoletnem premoru se na spored tradicionalnih ihanskih veselic, ki vsako leto potekajo drugi vikend v mesecu juliju pod velikim šotorom pred gasilskim domom v Ihanu, vrača tekmovanje v Peki na žaru za naziv Žar Mojster. Tekmovanje je letos dobilo preobleko, saj bo potekalo samo v amaterski kategoriji, tekmovalci pa bodo jedi z žara lahko pripravili z vseh vrst mesa. Tekmovanje v Peki na žaru za naziv Žar Mojster 2019 bo pod velikim šotorom pred gasilskim domom v Ihanu potekalo v soboto 13. julija od 15. ure dalje. Tekmovanje bo potekalo v skladu s pravili in pod budnim očesom strokovne komisije, ki jo bo vodil Tomaž Vozelj. Vsi tekmovalci pa bodo morali v 80 minutah iz mesa po lastni izbiri in začimb kotanji
na slasten in izviren način pripraviti jed z žara, ki bo prepričala komisijo, da si prav oni zaslužijo lovoriko Žar Mojster 2019. Vse mojstrovine bodo ocenjene in nagrajene z bogatimi nagradami. Več o razpisu za tekmovanje v peki na žaru Žar Mojster 2019 si lahko preberete na našem spletnem portalu domžalec.si, kjer boste našli tudi prijavni obrazec. To je vse za 13. Se vidimo naslednjič. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Seveda pa vabljeni k rednemu spremljanju novic na našem spletnem portalu domžalec.si, na katerem boste našli tudi koledar prihajajočih dogodkov.